Izvolite. Ja, še v predelu. Zanima me, koliko je dejansko, rečemo, izplenisti od tega, kar rekli ste, povabite toliko teh gostov, kupcev, potencialnih, vsako leto več, koliko dejansko se potem teh poslov realizira? Hvala lepa za zelo dobro vprašanje, na katerega dati zelo težak odgovor v številkah, ki bi ga vsi najrajš imeli. Bom tako rekel, Konventa se financira v 90% strani gospodarstva, se pravi podjetja, ki delujejo aktivno na tem področju, investirajo. In povsem logično ne bi investirala, če ne bi bilo donosa na ta vložen kapital. Je pa kongresna dejavnost zelo specifična in nima s turizmom toliko skupnega, praktično eni pravijo, da nič, samo da pač uporabljajo hotelske sobe za prespad, to je pa edina stvar, ki ima kongresni gost z enim turistom, navadnim, pa ne v slabem, narobe razumeti, ko rečemo, običajnim turistom, bom rekel. Na konventi, kot sem rekel, omogočamo, da se reče ta ponudba pa povpraševanje in da boste vi zaupal kot klient, kot organizator enega dogodka nekomu projekt vreden 10 000 ali pa milijon ali pa 10 milijonov evrov ali pa dolarjev, vi morate vzpostaviti najprej eno zaupanje. Zaupanje preko interneta se ga ne da vzpostaviti. Se lahko izključno samo preko osebnega. Vse ostalo je lahko samo podpora. Sprav konventa omogoča, da se ponudba pa povpraševanje tisti, ki res dejansko organizirajo dogodke, ki imajo ček ali pa karkoli lahko rečete avtorizacijo, da odločijo, kje ta dogodek bodo tukaj. Zato jih ponudniki želijo z njimi srečati, ker to je pogoj, da se lahko do posla sploh razvije. Konkretnih številk, koliko posla se pa tukaj sklene, je pa to zelo težko reči, ker posel, zdaj boste malo mogoče presenečeni ali pa celo razočarani, ker mogoče se bo sklenil 1% posla na konventi, ker posel je to živa zadeva. Vzpostaviti, zgraditi zaupanje traja. V Ljubljani vsako leto se organizira več mednarodnih dogodkov in rečemo konkretno s Tatjano Radovič, pa še širše smo delali, pa konkretno izpostavimo lahko projekt Mednarodni Evropski kongres medicinskih sester, ki bo letos septembra. To bo Ljubljana gostila 1500 medicinskih sester preko 3 dneh. Ta projekt bo prinesel Sloveniji, Ljubljani in celotnim slovenskem gospodarstvu več milijonov evrov. A smo zdaj mi ta projekt dobili na CIMEX-u, ki je bil pred konvento, ali na konventi, ali na EIBTM-u, ali na IMEX-u, ali na izmed workshopov, vam težko ne bojem. Ampak to je bil proces, mi smo tega klienta mogli srečati med 6 pa 10krat v različnih poslovnih okoljih. Zato je ta poslovna priložnost toliko pomembna. In prosim, izvoli. Hvala lepa. Lahko dopolnim, kolega. Jaz mislim, da v smislu promocije je izplen zanesljiv. Tu je to dejstvo. Mislim, vse, kar zadeva Ljubljana in seveda Slovenije kot turistične destinacije, ker tu gostimo veliko tistih, ki bodo pravzaprav prvič tukaj. Večina bo prvič tukaj in morda nikoli ne bi prišli, če konvente ne bi bilo. Način, kako smo te goste privabili v Ljubljano in v Slovenijo, je bil obrazložen. Dejstvo pa je, da so to kongresni organizatorji poslovnih dogodkov in tako naprej, ki nam lahko pripeljajo dobesedno zelo veliko gostov in praviloma se je vsako leto po konventi zgodilo naslednje. Tatjana Radovič, ki v Turizmu Ljubljana pač vodi področje kongresne dejavnosti, je imela veliko najav za ogledne obiske, za razna dodatna srečanja, za pogovore in verjamem, da tudi predstavniki ostalih destinacij, ki se bodo predstavljali, bodo in so tudi v preteklosti imeli številna povpraševanja, seveda je zelo pomembno, kako se na konventi predstaviš. Zdaj, kar zadeva Ljubljano, se je v zadnjih letih zelo spremenila. V zadnjih 5 letih se je za 35% povečalo število nastanitvenih zmogljivosti v Ljubljani. To mimogrede je pokazala tudi ta analiza in hkrati seveda tudi kongresne zmogljivosti, ki gredo z roko v roki z investicijami, ki potekajo v teh zadnjih letih v nastanitvene objekte.
In prav je, da s tem v čim večji meri in na čim bolj kakovosten način seznanimo obiskovalce, ravno zato imamo tudi zadnji dan tako imenovano post-turo, sem se prav grdo izrazila, prav, ne? In bomo vse te nove in pa tudi nekatere obstoječe kongresne zmogljivosti vsem, ki bodo udeleženci konventa in zato seveda tudi zainteresirani predstavili. V številkah pa tudi jaz ne bom mogla povedati nič. A so vam dali vsaj delno odgovor? Lahko pa predlagam, če boste imeli čas, da naredite kakšen intervju z enim izmed teh uglednih mednarodnih klientov, ki vam bojo malo širše povedali, ker so sami, ali med nami je tudi gospod Paul Kennedy, bil organizator največje borze praktično na svetu, EIBTM v Barceloni, on je z nami tukaj in tudi taki veliki dogodki, preprosto tega se še ne da zračunati, ne da. Je preveč oddaljena zadeva, oziroma ne veš, v katerem momentu bi jo lahko ocenil. Lahko še na kakšno vprašanje odgovorimo? Gospod Bulc, imate kaj? Evo, ja, sem vas izval. V bistvu mene zanima, ker začenjamo ene take prave mednarodne projekte v Sloveniji kot mehni državi. Kako nas sprejemajo v bistvu kot organizatorje, ker takih dogodkov je veliko, kot konkurente ali kot dopolnitev, ker recimo mi tudi zdaj imamo ambicijo z obnovitvijo sejma Alpe Adria, ki bi se razvijal v turistično smer, ne? V bistvu opažamo, da v tem prostoru z takih prireditev praktično ni, ne? In pa Slovenija mogoče koristi tudi eno tržno nišo, ali v bistvu nas na vašem področju, ki so sigurno najbolj kvalificirani ljudje, jih jaz tudi osebno poznam, resnično poznajo svetovno sceno, ne? Kako v bistvu oni, kot nek gospod Kennedy, sprejemajo Slovenijo kot zdaj že tretjič nekega organizatorja, potencialno zelo zanimivega regionalnega kongresnega dogodka poslovnega. Ne? Hvala za vprašanje. Zanimivo je, ko smo pred 4 leti začeli s to inicijativo povezovanja ponudb jugovzhodne Evrope, smo naleteli na različne odzive in zelo hitro smo vedeli, če bo gospodarstvo našlo svoj poslovni interes, potem bodo tudi vsi ostali prišli. Destinacije, ki so mogoče bolj povezane na politiko in potem tudi nacionalne, ki so čisto politično. In tukaj smo res, zato smo tudi, bomo podelili nagrado gospodu Račiču, ki je, čeprav mogoče država kot Hrvaška ni bila tistem pred 4 leti tako močno naklonjena, ker smo imeli takrat še glede, se veste, s Hrvaško določene spore, smo mi rekli, mi gremo, gospodarstvo tukaj ne bo čakalo. In on je kljub temu podpiral zadevo, čeprav jo na glas ne bi smel. Kasneje, ko so se stvari, tudi odnosi s Hrvaško utoplili, ogreli, je tudi potem stvar lahko tudi bolj na glas prišla ven. In tudi na sami konventiji, če pogledate, število razstavljavcev iz Hrvaške je močno naraslo. Vsi glavni hotelirji ponudba se tukaj predstavlja. Če gledamo južneje, je sam še teže, ker za Bolgarijo je jugovzhodna Evropa drugače, kot je za Slovenijo. Za njih je trg jugovzhodne Evrope res drugače. Tako da se moramo zelo, zelo močno boriti, da prvič regiji pokažemo, da imamo res interes predstaviti celo regijo. Še večji izziv je pa ta, da klientom, od katerih bomo praktično posel dobili, največ posla še zmeri v zahodni Evropi, čeprav mi celo Evropo na konventiji bomo gostili predstavniki iz preko 30 držav, samo eni iz Amerike, pa eni iz Indije, pa eni iz Avstralije, drugače so pa vsi iz Evrope, kar pomeni, da imamo res od Rusije, Latvije, cela Evropa, potem kontinentalna, tako da tukaj smo res zelo, zelo široko in za njih je važno, da prepričamo, da jugovzhodna Evropa sploh obstoja, ker moram iskreno povedati, da mi v Slovenijo, če bi se tržali kot konventa slovenska borza, mi ne bi pripeljali takega števila klientov. Ne bi, ker preprosto nismo tako zanimivi, nismo toliko prepoznavni, produkt nima še tako, pa en sem tako bogat, drugi sem pa tako sprofiliran. Mogoče bomo enkrat tista Švica, ko jo rečemo, se eni nam govori, da smo že majhna Švica, ampak do tja moramo priti in če si najdemo zaveznike, kjer bomo v bistvu vsi zmagali, če ni tega tistega win-win,
potem ne bomo uspeli. Tukaj se mora Hrvaška prepoznati v celoti in na konventi, zato je konventa poslovna borza jugovzhodne Evrope. To ni slovenska borza z hrvaškimi, srbskimi, ne vem, bolgarskimi razstavljavci. Je včasih to težko tudi skomunicirati, ampak trudimo se, seveda je vloga Slovenije tukaj zelo močna, tako STO-ja kot Turizma Ljubljana, kot tudi te. In so tukaj, zato so dogodki tudi ustrezno določeni, zbrendirani, ker je pravilno tako, ampak kot konventa pa mora ostati srce jugovzhodne Evrope, ker nam je interes, da je dogodek v Ljubljani, je v Sloveniji. Nikoli pa ne vemo, kaj bo s konvento. Tako da z tega vidika moramo biti tudi do trga, predvsem pa do kupcev, ko pridejo na konvento. Mislim, da smo z te zgodbe jugovzhodne Evrope šele na pravem začetku. Ampak, ko bomo na konventi gostili res jugovzhodno Evropo, da bo res iz Bolgarije, Romunije, tudi Grčije, kvalitetnih 20 razstavljavcev, potem mislim, da smo naredili. In smo zdaj šele na tako dobrem začetku. Še eno vprašanje. Zanima me predvsem, zdaj, ko obujamo ta sejem Alpe Adria, recimo, potem imamo SIV, ki je v bistvu dogodek slovenski turistični in kamen dogodek, in še konventa. Kaj, če bi v bistvu združili te dogodke, namreč tako kot velika berlinska borza ima znotraj tudi še okrog 300 kongresnih dogodkov, recimo, in mislite, da v bistvu je to za prepoznavnost vseh dogodkov, ker se ne bi en v drugem utopili, ravno zaradi tega, ker smo manjši, bilo v bistvu možno. Z veseljem odgovor in vsi iščemo sinergije. Ravno zdaj, ker smo tako majhni, moramo še bolj iskati sinergije. Tudi jugovzhodna Evropa je del sinergije. Tudi zelo smo veseli, da se je tudi država odločila, pa bo naredila v tem imenu še pod delovnim nazivom Slovenski dnevi turizma. Stroka naj se združuje, marketing združevati se pa mislim, oziroma konventa je čist trženski dogodek, SIV je čist trženski dogodek, Alpe Adria je čist trženski, to so čist 3 različni produkti. Če boste videli v angleščini leisure, tega prostočasnega turista ali pa organizatorja, agencijo, turoperaterja, z enim organizatorjem kongresov, kot je Linda, boš Lindo pa njega tako izgubil. Oziroma, sploh, a vi imate to v Sloveniji? Super, lepo se imate, ne bom prišla. Na ITB-ju nimate nobenih pravih kongresnih organizatorjev, tudi ne na VTM-ju. Pravi kongresni organizatorji, izključno na IMEX pa na EIBTM. Zato konventa, tudi ponudba, ki se predstavlja, tam vi nimate last minute 99 evrov jutr. Noben nima cene na mizi, ker se tukaj pogovarjamo o zaupanju, predstavitvi. In tudi predstavniki tukaj niso klasični prodajniki, ki prodajajo sobe, ampak prodajajo destinacijo, produkt in je drug kader. Zato tudi konventa se zelo aktivno ukvarja z izobraževanjem. Tudi Akademija konventa Moodle. Ravno s tem mi izobražujemo ponudbo, da znajo v bistvu skupci, kot je Linda Pereira in ostalih 170, komunicirati pravi jezik. In če boste dal te v isto vrečo, boste vse zgubil. Mi smo lansko leto, če se spomnite, konventa 1, konventa 2, sta bile na gospodarskem razstavišču v sklopu tipa. In je bilo več kanibalizma kot sinergije. In zato smo tudi, kot vidite, letošnja konventa je en teden pred tipom, pač lahko bi tudi en teden za tipo, tako da ne razumete, da je tukaj tekmovanje, ampak je čist druga ciljna skupina, čist drug produkt in sta se v bistvu čisti kanibalizem in noben ni delal koristi nobenem drugemu. Ampak SIV pa je v bistvu... SIV je slovenska incoming borza, konventa je pa ponudba jugovzhodne Evrope. Kako bo se dal to pod isto streho? Sejmo. Sejmo se v bistvu podobno prodaja kot na... Ampak to je zdaj drug dogodek, to naj se odločevalci oziroma lastniki teh dogodkov odločijo. Ampak sem pripričan, da vsi iščemo, ker smo povsod razstavljavci, delno so organizatorji, pokrovitelji, iščemo sinergije, ker čas nas tudi in situacije na trgu in vsi hočemo največ tega return on investment dobiti in to se definitivno vedno gleda. Ampak treba je paziti, da lahko se narediš več škode, kot koristi. Gledamo v tem deleženci z regije, opažam, sam se tako vidim nekaj manjši interes Italije, Mađarske pa nasprotno. Moram pa, da hvala lepa za vprašanje. Jugovzhodna Evropa za nas je bila, ko smo komunicirali, so bile države bivše Jugoslavije in Romunija, Bolgarija. To je bila naša jugovzhodna Evropa v
ko smo jo zaštartali pred leti. Sigurno je geografsko za Nemca jugovzhodna Evropa več in tudi je več, ampak začeti moraš nekje. In s tem smo zaštartali, dodali smo potem Albanijo letos prvič in v kasnejši fazi so tudi sigurno še Grčija priključila zraven, pa še kakšna, ampak Avstrija je sama prišla. A bi bili lahko mi na konventi, ampak vi niste jugovzhodna Evropa, za nas jugovzhodna Evropa eni začne šele mogoče tam dol, pri Beogradu, da pa smo rekli, v redu, mislim, če boste igrali pravila igre tako, kot vsi ostali, zakaj pa ne? Če vi ne vidite gora, ne vem, zakaj bi jih mi mogli videti. In iz Celovca je letališče Ljubljana bliže kot na Dunaj. In tudi destinacijo, evo, včeraj se je klical, ste verjeli, je najbolj prestižnih hotelov iz Benet, ki je hotel priti na konvento, kot razstavljavc. Se je z veseljem, to je velika potrditev, da imamo pravo smer, samo ne leto ste pa prepozni, ker je konventa postavljena, lahko pa drugo leto. In zdaj bodo prišli pogledati, tako, ker smo tudi glede udeležbe, smo zelo striktni, tako da na konvento ne more pridati, pa ne narobe razumeti, selektivni, spuščamo samo tiste, ki so res pravi potencialni kupci, razstavljavci morajo pa seveda plačati, da lahko predstavijo svojo ponudbo, ker oni financirajo konvento. Tako da z tega vidika je borza popolnoma zaprtega tipa, ravno z tega vidika, da zagotovimo ponudbo povpraševanjem čim bolj profesionalno delovno okolje. Se pričujem, sem zelo me zanese noter, ker živim to, kar delam. Obstaja pa tudi verjetnost, da bi se mogoče konventa kaj premikala po državah jugovzhodne Evrope ali bo ves čas v Sloveniji? Sigurno je to zelo dobro vprašanje. Konventa, ki je bila zastavljena, ni si dala nobenih zakonov. Konventa ima pogodbe s partnerji, predvsem s temi partnerji, ki so že od začetka v zgodbi, in tam smo se dogovorili za 5-letno gostovanje v Ljubljani, na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Po 5 letih bomo ponovno mogli stvari pač postaviti na mesto in postaviti strateško konvento. Na vsakih toliko in toliko leti treba videti, a je usmeritev prava in moramo še nadgraditi in to vedno delamo. Pritiski destinacij jugovzhodne Evrope so, da bi konventa krožila. Jaz kot direktor Kongresnega urada Slovenije in kot organizator konvente je logično, da moj interes ni, da bi konventa šla, ampak če bi šlo to na škodo same konvente, moramo tudi to opcijo razmisliti. Je pa interes tukaj, zdaj pa čisto iz profesionalnega vidika, čisto same konvente gledamo. A jaz nekom naredim posel v Ljubljani ali v Zagrebu in meni čisto vseeno, samo da posel naredim. Je pa vse okrog, destinacija, Ljubljana, Slovenija in ponudniki, je pa interes seveda drug. In tukaj seveda igra Kongresni urad Slovenije dvojno vlogo, ker je v bistvu organizator in obenem tudi zastopnik destinacije Slovenije. Ker pa nam ni vseeno, ne? Se bomo pa potrudili, da bo konventa ostala v Ljubljani. Seveda, to se tako je. Vso pravico in imamo tudi kolega Adriana iz Opatije, Adriano Požarič predstavlja Turizem Info, en izmed vodilnih hrvaških medijev in ne vem, kaj boš ti, lahko tudi kaj daš, vprašaš, izvoli. Evo, ja pozdravljam svih, bio sam praktički sa Mihom, rekli prije puno godina kad se počelo raditi s kongresnim turizmom i na nivou Ljubljane, dakle Miha je bio u hotelu Union, direktor kongresnog ureda i mogu reći da pratim Mihu i cijeli njegov tim, a Tatjana mi je bila prvi mentor u ljetnoj školi kongresnog turizma. Tako da ono što je Ljubljana napravila sa Tatjanom i Mihom na nivou Europe je definitivno nešto što mi u Hrvatskoj, ja sam bio voditelj kongresnog ureda u Opatiji 4 godine, smo željeli slijediti i mislim da polako slijedimo. Gledam dok vi razgovarate ovdje, odnosno iznosite informacije, kartu koje je sve ove godine na konventi i nakon ove prve 2 godine što je konventa bila nešto, da tako kažemo, što treba pokušati, ove godine konventa je jedan od zaista pravih sajmova i uspoređujući ga sa ono što je IMEX, uspoređujući ono što je IBTM za jugoistočnu Europu, ovo je definitivno mjesto gdje će se sljedećih godina morati biti. Tako da još jedan se zahvaljujem na pozivu Tatjani i Mihi i ostalima i držim fige i siguran sam da će ove godine biti za one koji budu na sajmu još više posle. Ima i Opatija šta od konvente? Ima definitivno. Opatija koja je počela pravi kongresni turizam raditi 1896. ja mislim, znači prije 100 i nešto godina,
doba Austro-Ugarske imala je već tada balneološki kongres sa 500 nešto sudionika. Danas Opatija ima više od 5000 sjedećih mjesta u dvoranama i tek smo prije 2 godine uspjeli osnovati pravi kongresni ured. Na IMEX-u i na IBTM-u, znači kongresnim burzama u Barceloni i kongresnim burzi u Frankfurtu, Opatija se izgubi kao i većina malih destinacija kao što je i Porto Roš, kao što je i Maribor, u onom velikom mnoštvu, u onom Beču, Berlinu, Parizu, destinacijama s kojima ne možemo konkurirati. Konventa i ovo tržište jugoistočne Europe je mjesto kamo ove male destinacije Porto Roš, Opatija i te male stvari mogu doći vani, mogu se iskazati i kad Hosted Buyer dolazi na naš štand, onda je koncentriran. Kada Hosted Buyer dolazi na naš štand na jednom IMEX-u, onda je on u prolazu, možemo reći. A Konventa je na sreću upravo ono što je nama trebalo. Nama je trebalo da ti nekakvi Hosted Buyeri koji ciljaju na te manje destinacije, koji nisu samo orijentirani na glavne gradove, na Pariz, na New York, nego mogu napraviti nekakav biznis u našim manjim destinacijama. Prvi put na Konventu mi možemo s njima razgovarati. Sad je naravno samo o tome koliko smo mi spremni u svim tim malim destinacijama da uspijemo nekog nagovoriti. Hvala, imamo, to sem pozabil izpostaviti. Konventa organizira tudi študijske ture v destinacije. To strošek tega prevzamejo destinacije same. Imamo v Ljubljano, na Bled, Portorož, Opatijo, Zagreb, se pravi klienti, ki pridejo sem, tudi potem spoznajo destinacijo v živo. Ker kot smo rekli, zaupanje se ustvari najprej z osebo, potem moraš pa ti destinacijo, produkt v živo videti, ker težko boš ti zaupal projekt vreden x evrov nekje, če tam nisi bil. Kot turist si upaš, grem, last minute, sej hotel je, bomo že kako. Pri enem resnem dogodku se pa vse preveri, tako da Konventa omogoča ravno to. Hvala lepa, če smo bili predolgi, se opravičujemo in še enkrat povabimo vas zvečer, zdaj ob 2 na predavanja in zvečer ob 7:30 na Ljubljanski grad in seveda naslednje 2 dneva na Konventi cel dan. Hvala lepa. Hvala lepa.